Velika novost v primeru umora mlade noseče ženske v Michiganu, katere najbližji sorodniki so obtoženi njenega umora. Njena sestra, ženska, ki je prva prijavila izginotje Rebecce Park, a so jo kasneje aretirali zaradi laganja policiji, so obtožbe proti njej umaknili. Preučujemo njene domnevne povezave z izginotjem njene noseče sestre, kaj naj bi povedala preiskovalcem in zakaj za zdaj ni obtožena. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Pogrešana je bila prijavljena novembra 2025. Vsak čas naj bi rodila dečka, svojega tretjega otroka. Ko je družina in prijatelji niso mogli dobiti, je njena sestra Kimberly poklicala policijo. Organizirane so bile iskalne skupine. Obsežna iskanja so potekala na podeželju Boone Townshipa. Tedaj kasneje so Rebeccino iznakaženo truplo našli pod kupom listja v gozdu, nedaleč od doma njene biološke matere. Njene dojenčice pa ni bilo nikjer. Njegovega majhnega telesa niso nikoli našli. In še preden so našli Rebecco, so državne in lokalne oblasti že preiskovali njeno družino, še posebej njeno biološko mamo Courtney in njenega očima Bretta. Courtney je dala Rebecco in njeno mlajšo sestro Kimberly v posvojitev, ko sta bili še majhni. Posvojila ju je družina Park. Vendar naj bi Courtney pred kratkim nakazala, da želi obnoviti ta odnos in preživeti več časa skupaj. Tako se zdaj postavlja vprašanje, ali je ta na videz nedolžna povezava pripeljala do Rebeccinega umora? Želim se poglobiti v to. Želim se poglobiti v obtožbe proti več članom Rebeccine družine, vendar se želim osredotočiti tudi na Kimberly, prav? Pravzaprav je bila ena prvih, ki so jih aretirali in obtožili v povezavi z Rebeccinim umorom, vendar ne neposredno, ne zaradi neposredne vpletenosti v sam dogodek. Namesto tega so jo zaprli, ker naj bi lagala policiji. To je bila obtožba. Kimberly je bila obtožena prirejanja dokazov v kazenskem primeru, laganja policistu med kazensko preiskavo in lažnega prijavljanja kaznivega dejanja. Zdaj je bila lokalna medijska hiša Up North Live na sodišču na Kimberlyinem predobravnavnem naroku 22. maja, kjer so bile obtožbe proti njej zavržene. Up North Live poroča, da sta tako tožilstvo kot obramba zahtevala, da se primer zavrže, in sodnik se je strinjal, da se obtožbe zavržejo brez poseganja v možnost ponovne vložitve, kar pomeni, da se lahko obtožbe ponovno vložijo. Lahko jih ponovno vložijo, a za zdaj je Kimberly svobodna. V izjavi za Law & Crime in Court TV je tožilstvo povedalo naslednje. Citiram, tožilstvo okrožja Wexford se je strinjalo, da v tem trenutku brez poseganja v možnost ponovne vložitve umakne lastne obtožbe proti Kimberly Park. Zavrženje, ki ne preprečuje ponovne vložitve, pomeni, da lahko tožilski organ kasneje ponovno vloži iste ali podobne obtožbe. Pregoni Courtney in brata Bartholomewja se bodo nadaljevali pred sodiščem. Odločitev o tem, ali in kdaj bodo ponovno obtožili Kimberly Park, pa bo sprejeta v skladu z iskanjem pravice. Torej, kako je Kimberly sploh pristala v tem položaju, kaj ne? Rad bi se vrnil na 25. november, ker je bil tisti dan, ko so odkrili Rebeccino truplo. Našla sta jo njen biološki oče in njen polbrat, ki sta iskala po makadamskih cestah in gozdnatih območjih v bližini doma Bartholomew. In Rebecca naj bi jo nazadnje videli, ko je vstopila v avto pred hišo, potem ko je opravila opravke s Courtney. In da bi razumeli Kimberlyino vlogo v vsem tem, moramo poskusiti razplesti to nenavadno mrežo odnosov, prav? Torej, v času, ko je izginila, naj bi bila Rebecca zaročena z moškim po imenu Richard Fowler, za katerega verjamejo, da je bil oče njenega otroka. Zdaj, Fowler naj bi bil nekoč v razmerju s Courtney, Rebeccino mamo, in s Kimberly, njeno sestro. Vse tri ženske so očitno v nekem trenutku verjele, da so v resni zvezi s Fowlerjem, ki je mimogrede vpisan v register spolnih prestopnikov. Torej, ja, tukaj se dogaja veliko stvari. V redu. Fowler je bil aretiran istega dne kot Kimberly, vendar spet ne zaradi kakršnekoli povezave z Rebeccinim umorom. Namesto tega so policisti med preiskavo domnevno odkrili trgovino z drogami in aretirali Fowlerja zaradi dveh obtožb zaradi preprodaje metamfetamina. Preiskovalec iz državne policije Michigana je govoril z več družinskimi člani, nato pa sta on in še en detektiv 25. zvečer sedela v njegovem avtu s Kimberly in poskušala ugotoviti, kaj točno je vedela, kdaj je to izvedela ter kaj je povedala drugim in na družbenih omrežjih. In po navedbah zaprisežene izjave, vložene proti njej, naj bi Kimberly sodelovala v več TikTok prenosih v živo o tem primeru. Zaprisežena izjava navaja, da je v soboto 22. novembra 2025 Kimberly Park v neposrednem prenosu na družbenih omrežjih izjavila, da ima informacije, da naj bi bila Courtney Bartholomew in njen mož Brad Bartholomew povezana z izginotjem Rebecce Park. Detektiv P-Score je istega dne zaslišal Kimberly Park, ki je povedala, da sta Courtney in Brad udarila Rebecco Park po glavi, da bi pri njej povzročila napad. In ko Parkove niso mogli oživiti po napadu, je Brad poklical prijatelja, ki je prišel in odpeljal truplo Rebecce Park. Parkova je povedala, da je Brad omenil nekaj o močvirju.
Ko pa jo je ta drugi detektiv nekaj dni kasneje zaslišal, se je njena zgodba spremenila. Naj vas opozorim, da so bila nekatera imena in drugi podatki, vključno z imenom Fowler, izbrisani strani organov pregona, preden so nam poslali neobdelan posnetek. Kaj mislite, da se je zgodilo vaši sestri? Mislila sem, da sta za to odgovorna Courtney in Tyler. Zakaj tako mislite? Zaradi komentarja Courtney, da je želela tistega otroka, ne glede na vse. V redu. Oprosti. Ona je hotela tega otroka, ne glede na vse. Bila je popolnoma prepričana, da bo tega otroka vzela, ne glede na vse. V redu. Torej je Courtney hotela vzeti Rebekinega otroka. Prav? V redu. In kako je to povedala? Je to nekaj, kar je objavila, ali je to rekla? Naravnost ne imaš številko, ker sem bil zunaj, mislim, ampak ta večerja. Kako naj bi to vzela? Je povedala, kako bo vzela tega otroka? Nikoli ni povedala, kako bo to naredila. Vem, da sem pred kratkim povedala korpusu za mir, da sta bila Courtney in Brad odgovorna. Imela sem občutek, da je bila blizu. Si imel občutek, da je bila blizu? Misliš geografsko blizu kraja, kjer si bil? Blizu hiše Courtney in Pata. Hiša, v redu. Zakaj si povedal Courtney? Tu? Rebecca. Šla je v Tennessee. Tega nisem nikoli povedala Courtney. Tega nisi nikoli povedala, Courtney? Ne. Vredno. Courtney se je začela spominjati tega. Si kdaj povedal Courtney, da si bil v avtu, ki jo je pobral? Ne. To je avto, ki ga vozim. V redu. Ampak nikoli nisi povedal, da si bil v avtu, ki jo je pobral pri hiši. Ne, Courtney, ne bi smela reči, da sem bila. Nikoli nisem bila. Bila sem tukaj. Pogovorila sem se z očetom svojega otroka in šla spat. Naslednje jutro sem ostala za službo. Nikoli nisi zapustila hiše. Courtney me je poklicala, ko sem bila tukaj in rekla, da je Beka šla v avto z nekom. Kasneje naj bi Courtney detektivu povedala, da si je zgodbo o črnem avtu izmislila. To je zapisano v poročilu o incidentu. Povedal vam bom, da ni jasno, ali je Kimberly vedela, da ji je Courtney lagala, ko je to informacijo posredovala policiji. Toda na posnetku telesne kamere lahko vidimo, kako Kimberly detektivu pove, da gre za podtikanje. Drugo vprašanje, ki ga imam še veliko drugih vprašanj za vas. Rad bi samo ugotovil, zakaj bi mi Courtney to povedala. Je to premočno za vas? Zakaj bi mi to povedala? Ker me želi okriviti. Želite okriviti. Prav. Policiji si prijavil, da je tvoja mama rekla, da je udarila tvojo sestro po glavi. Si podal to prijavo? Podala sem prijavo in to so mi povedali, da sem naredila. Kdo ti je to povedal? Courtney in brat, naravnost. Courtney in Brad sta ti povedala. Kaj? Povej mi, kaj sta ti povedala, naravnost. Da sta. Oni so bili tisti, ki so jo udarili. Oni so bili tisti, ki so. Po njihovih besedah so jo ubili. In nameravali so vzeti otroka. Zdaj pa so zaigrali igro, kako se znebiti tega otroka. Kako se znebiti nje. Kdaj so ti to povedali? Dan potem, ko je izginila. Ampak so mi grozili meni in moji hčerki, naj ostaneva tiho. Vredo. Moja posvojena mama mi je obljubila, da se moji hčerki ne bo nič zgodilo, zato sem lahko povedala. V redu. Torej mi praviš, da sta ti Courtney in Brad priznala, da sta ubila Rebeko. In Courtney je zadnjih nekaj mesecev govorila, da bo vzela tega otroka, ne glede na vse. Ne glede na ukrepe. Lažeš? Mislim, da lahko začnemo pri tem. V redu, to ni res. Tega ti niso povedali. V redu. Torej, morali bomo priti do točke, kjer bomo lahko dejansko govorili drug z drugim in si preprosto povedali resnico. Ker ti želiš resnico od mene in jaz želim resnico od tebe. In trenutno smo na točki, kjer si ti v nečem.
V redu. Nisi aretiran ali kaj takega, ampak moram priti do točke, kjer, če bo Kimi iskrena z mano, bom naredil vse, kar lahko, da ji pomagam, če ni ona tista, ki jo je dejansko ubila. V redu. Jaz bi to naredila. V redu. V redu, v redu, v redu, v redu, prav. Ampak lahko ti že zdaj povem, da ti, Courtney in Brad, ne bosta priznala uboja. To se ne zgodi. Ne vem, če je bilo. Ne, to se ni zgodilo. V redu, zdaj se ne bomo igrali igrc. Da niso prišli sem igrat, ugotovi detektiv. To počnem že 30 let. V redu. Torej. Začniva na začetku in mi povej, kaj se je zgodilo. V redu. In potem bom ugotovil, kako kriv si in kaj lahko, če sploh kaj, storim, da ti pomagam. Ampak ti lahko že zdaj povem, da je iskrenost edina stvar, ki ti lahko zdaj pomaga. Če mi boš natrosil kup laži o tem, da sta Courtney in Brad priznala, da sta to naredila. To ne bo delovalo. Ljudje, ki to počnejo, tega ne povedo drugim. Prav? Vem, da si bil pleten. Povej mi, v kolikšni meri. Trenutno imamo veliko dokazov. V redu. Ne bom ti povedal, kakšni so dokazi, ker policija ne deluje tako. Policija deluje takole. Ti mi nekaj poveš, jaz ti nekaj povem. In potem bom naredil, kar lahko, da ti pomagam. Ne morem ti ničesar obljubiti, ampak moram vedeti, ali je bila to nesreča in ne nekaj, kar si nameraval. Ali pa si bil samo fizično prisoten, ko se je to zgodilo. Zdaj je čas, da govoriš z mano, ker je to tvoja zadnja priložnost. Detektiv Kimberly sooči z informacijami, da je bila v spolnem razmerju s Fowlerjem, fantom svoje sestre. In očitno prizna, ja, to je res. Nato pa naj bi trdila, da je Fowler ubil Rebecco in otroka, da bi bila on in Kimberly skupaj. Naj spomnim, Fowlerjevo ime je v posnetku s telesno kamero utišano, vendar si uglejte. Vedela sem, da ona živi, glede na to, kako se je on obnašal, ampak nikoli nisem poškodovala svoje sestre. Tvoje sestre. Ne vem, ali je on to storil ali ne. Od tiste noči, ko je odšla, me je izključil iz svojega življenja. Noče govoriti z mano. Edini čas, ko sploh kaj reče, je, ko mi pošilja grozilna sporočila. Vem, da si vpleten v to. Nisem vpletena v to. Nikoli ne bi prizadela svoje sestre. Preveč imam rada. Kdo je potem to storil? Ne vem, kdo je to storil. V redu, zdaj detektiv pusti Kimberly, da gre v hišo na stranišče. Ko pride nazaj ven, ji takoj nadenejo lisice. Daj roke za hrbet. Ja. This one, then we'll throw it back. Yeah. V redu. V redu, takole bomo naredili. Torej ste aretirani, ker ne smete namerno posredovati lažnih informacij policiji, ko preiskujejo prijavo pogrešane osebe, ki se izkaže za primer umora. V redu? Tega ne smete storiti, torej to ni dovoljeno. Ne govorim o tem, da mi na začetku niste bili iskreni. V redu.
Govorimo o informacijah, ki ste jih namerno posredovali detektivu v njegovem imenu. Oziroma, ne vem, kako naj ga imenujem. Ga imenujemo vaš fant? Mislim, zveni, kot da sta bila vidva fant in punca. Torej, kar bom zdaj naredil je, da vas bom poučil o vaših pravicah po Mirandi. V redu, ker ste zdaj areterani. In če vam je to smiselno, sem vas moral aretirati. Nisem vas želel aretirati prav zdaj, ampak sem vas moral aretirati na podlagi informacij, ki ste mi jih dali. V redu. Nisem vas mogel ne aretirati, potem ko ste mi povedali, da ste policiji namerno povedali lažno zgodbo, da bi ga zaščitili. Ker sta vidva, veste, počela nekaj, zaradi česar bi na koncu bila skupaj. V redu, ne bi opravljal svoje službe kot policist. V redu. Ali razumeš te pravice, ki sem ti jih razložil, Kimi? Ja, V redu. Rad bi se pogovoril s tabo o tem, o čemer sva že govorila. Torej, si pripravljena odpovedati se tem pravicam in odgovarjati na moja vprašanja v tem trenutku? ja, V redu. Zakaj? Si rekel Courtney, da si bil v avtu. nikoli nisem rekla, da sem bila z njo v avtu. Mama je v redu, zadnja oseba, s katero bi se rada pogovarjala. Torej mi je lagala. V redu. Zakaj si to namerno povedal detektivu? Veš, o katerem detektivu govorim? Gospod Piskorps. Zakaj si namerno povedal gospodu Piskorpsu, da je Courtney? Je bila upletena v to. Zakaj si to naredil? Zakaj si ji povedal, da sta Courtney in Brad? Si to razumel? Vedela sem, da če ne bom končala kot ona. In kako si to razlagal, da boš končal kot ona? Da bi preprosto izginila. Samo to pojasnilo, da bi preprosto izginila brez pojasnila. In ko se nanašate na njo, o kom govorite? Moja Mercy. Tvoja sestrica je kdo? Rebecca. Rebecca. V redu. Zdaj, kakšne vrste razprav in načrtov ste imeli glede? Kako bi jo spravili s poti, da bi lahko videla bila skupaj? Edina stvar, samo pustijo in bila si. Joe pustil? Ne. Mislim, raziti se z njo. To je edin, kar si mu rekel. Ja. V redu. Tako da zdaj, ko je izginila, vam je rekel potem, ko je izginila. Ni rekel ničesar. Ne, mislim, kaj vam je povedal, ko ste ga vprašali o tem? No, rekel je, da je poskrbel za to, naj te ne skrbi. Rekel je, da je poskrbel za to. Kako si to razumel? Kaj si mislil, da to pomeni? Mislila sem, da si se pravkar razšel z njo. Ampak ona je kar naenkrat izginila. Ne, nisi jo bil, ni mi hotel povedati, kaj se je zgodilo. A nisem samo človek, ne skrbi zaradi tega, ne skrbi zaradi tega. Niti treba ničesar vedeti, tako da ne boš odgovarjala za to. No, rekel ti je, naj lažeš zanj policiji. To je bila njegova grozna ideja, ker si zdaj zaradi tega v težavah. Zato sediš tukaj v lisicah. Če ti je rekel še kaj drugega, mislim, da te je resno zajebal. Na kraju dogodka je celo pustil kartico očeta tvojega otroka. No, reci mi, da to ni bilo namerno. To ne izgleda najbolje. Kot da poskušaš narediti, da bi izgledalo, kot da je bil nekdo drug, potem pa se izkaže, da tisti, katerega kartica je bila, sploh ne bi mogel priznati, ker je v zaporu, ampak mama njegovega otroka ni v zaporu in sum spet pade nate. Razumeš, kaj hočem povedati? Kot da je naredil, da je izgledalo, kot da si bil ti upleten. Nisem bila vpletena, nisem sodelovala pri tem, kar je naredil. Če bi mi povedal, da je kaj naredil, kako je bilo vse tako varovano in pod nadzorom.
ampak mi ni hotel dati neposrednega odgovora. Torej, Kimberly pravi, da želi nadaljevati svoj pogovor z detektivom, s katerim je prvotno govorila. To je detektiv Peace Corps, zato jo odpeljejo, da ga sreča. Ta del zaslišanja ni bil objavljen na videu, vendar je to, kar naj bi povedala. To je zapisano v izjavi pod prisego. Citiram: Kimberly Park je povedala, da ji je v torek, 4. novembra 2020, ko je bila pri Richardu Fowlerju doma, ta povedal, da je ubil Rebecco Park in da jo želi zaščititi, tako da ji ne pove podrobnosti. Park je povedala, da je med drugim pogovorom s Fowlerjem ta povedal, da je šlo nekaj narobe, ko je poskušal izrezati otroka iz Rebecinega telesa. Poročala je, da je Fowler povedal, da mu je pri Rebeci pomagal še en moški. Park je povedala, da je Fowler prav tako spodbujal naj zavaja preiskavo in da je bil to razlog, da je na družbenih omrežjih v neposrednih prenosih delila zavajajoče informacije. Park je detektivu Peace Corps povedala, da je Fowler začel skrbeti, ker se je preiskava približevala njemu. In na to v četrtek ali petek pred soboto, 22. novembrom 2025, je Fowler pomagal pri oblikovanju obtožbe, ki jo je na ta dan podala detektivu Peace Corps med zaslišanjem. Tako je potem, ko je bila obtožena manipuliranja z dokazi, laganja policiji in vložitve lažne prijave, plačala del varščine v višini $5000 in bila izpuščena 3. decembra. To poročata 9 in 10 novice. Zdaj so bile te obtožbe umaknjene. Preiskovalno poročilo vključuje zapiske iz nekaj intervjujev, ki so bili opravljeni s Fowlerjem. V redu. In na dan, ko so našli Rebeccino telo, dokument navaja, citiram: Oseba z zakritim imenom je pojasnila, da veliko tega, kar ve zaradi tega, kar sta mu povedali Kimi in Courtney. Rekel je, da ni vedel, da je njegova zaročenka mrtva vse do danes. Fowler je tako pristal na poligrafski test, za katerega smo kasneje iz policijskega poročila izvedeli, da ga ni opravil. In hkrati so preiskovalci izvedeli za Kimberlyno aretacijo in njeno obtožbo, da sta bila Fowler in Courtney tista, ki sta ubila Rebecco. Tako so Fowlerja pridržali zaradi suma umora, vendar pa mu tega kaznivega dejanja nikoli niso uradno učitali. Nekaj tednov po njegovi aretaciji je po sodnih zapisih Rich plačal del varščine v višini $25,000 in bil izpuščen. Zdaj pa se postavlja vprašanje, kaj pa glavna osumljenca za brutalni umor Rebecce, Brad in Courtney? Oba sta še vedno v priporu, potem ko so tožilci na zaslišanju lani trdili, da sta preveč nevarna, da bi jo izpustili. V tem primeru sta bili dve osebi, ki sta ustvarili načrt. Opravili ste raziskavo, pripeljali ste Rebecco Park v svoj dom. Prisilili sta jo v vozilo in jo odpeljali v gozd, kjer sta jo zabodli, jo prisilili, da je ležala na tleh, medtem ko sta izrezali otroka iz trebuha, kar je na koncu povzročilo njeno smrt in smrt otroka. To je tako grozljiv in strašen primer, kot si ga je sploh mogoče predstavljati. In ne verjamem, da obstajajo kakršnekoli okoliščine, po katerih bi gospod Bartolomju smel dobiti varščino. V začetku tega meseca je bila obravnava, na kateri so razpravljali o sposobnosti obtoženca. Veste, to pomeni, da je sposoben razumeti obtožbe proti sebi in pomagati pri lastni obrambi. In po poročanju Up North Live je bila ta obravnava zasebna. Mediji, javnost niso smeli vstopiti. In o tem, kar je bilo razpravljano, niso razkrili informacij. Lahko govorite o vprašanjih zasebnosti tukaj. Veste, gre za duševno zdravje. Ampak Brad in Courtney oba se soočata z obtožbami za umor prve stopnje, umor med storitvijo drugega kaznivega dejanja, mučenje, nezakonito pridržanje, napad z namenom povzročitve splava ali mrtvorojenosti ter odstranitev trupla brez dovoljenja mrliškega uglednika. Med preiskavo izginotja in nato umora Rebecce sta Brad in Courtney očitno kazala drug na drugega kot storilca tega, kar bi po mojem mnenju lahko upravičeno imenovali sprevržen zločin. Ker je v zapriseženi izjavi, vloženi v Bradovem primeru, citiram, dejal, da mu je Courtney govorila o tem, kako sta ona in Rich naredila nekaj groznega, vendar mu ni hotela povedati kaj. Trdil je, da je, ko se je pojavila zgodba o Rebecci in njenem izginotju, začel povezovati stvari. Bradley je poročal, da mu je Courtney grozila, da mu bo, če bo kaj povedal, zagrenila življenje. A na koncu je Brad domnevno priznal, da sta bila on in Courtney tista, ki sta Rebecco odpeljala v gozd. Zdaj vztraja, da ni storil ničesar nasilnega in da je bilo vse to delo Courtney. Tako v zapriseženi izjavi piše, citiram, Bradley je opisal, da se je dejansko zabadanje začelo, ko je Courtney preprosto zagrabila nož in jo začela zabadati. Nož je bil na Courtneyni desni strani. Rekel je, da jo je po njegovem vedenju zabodla v prsi, vendar je skočil iz tovornjaka, ko je Courtney začela mahati z nožem, zato ni bil prepričan. Obtožni dokumenti prav tako razkrivajo, da je Courtney morda nameravala otroka obdržati zase. To je še ena plast te zgodbe. Po Bradovih besedah si je Courtney očitno želela otroka, vendar nista mogla posvojiti zaradi njegovega statusa spolnega prestopnika. Mimogrede, tudi on je v registru spolnih prestopnikov, kar je še ena plat te zgodbe. Tako v izjavi pod prisego piše, da se je Bradley strinjal, da verjame, da je Courtney sposobna razrezati lastno meso in kri ter vzeti otroka ven. Strinjal se je, da je Courtney obsedena z željo, da bi imela še enega otroka v svoji oskrbi in skrbništvu. Prav tako se je strinjal, da obstaja velika možnost, da bi lahko napadla Rebecco in ji izrezala otroka.
Preiskovalno poročilo zdaj navaja, da ta otrok ni preživel brutalnega napada na otrokovo mater. Baže je pred detektivom povedal, da nikoli ni slišal, da bi otrok jokal, ga nikoli ni videl premikati se. Trdil je, da je otrokovo telo šlo z njimi nazaj v hišo, kjer so otroka dali v majhno hladilno torbo in ga nato odvrbil v smetnjak. Njegovo telo nikoli ni bilo najdeno. Brad pri enem trenutku je odpeljal te dva detektiva na prizorišče zločina. To je posneto, vendar je nekoliko nejasen glede tega, kako in zakaj sta on, Courtney in Rebecca končali na tem gozdnatem območju. In očitno jim je tudi pokazal lokacijo vsaj 2 smetnjakov, kjer naj bi odvrgal nož, s katerim je zabodel svojo pastorko. Prvi del tukaj, kjer se pripelješ in greš desno, pojdi desno. In tu so smetnjaki. Tudi kje noter? Torej, najprej desno in smetnjak tukaj na levi. Bi pokazali ta smetnjak? V redu. In kako ste izbrali prav ta stanovanjski kompleks in moj smetnjak? Moja žena je včasih živela tukaj. In rekla je, naj ga vržem v prvi smetnjak, ki ga najdem. In kdaj ste se znebili tistega noža? V sredo. V redu. Peti. Sreda, 5. V redu. Torej, je bilo nekaj dni potem, ko se je vse zgodilo. Pravilno, v redu. In si se samo pripeljal okoli, tako kot si pravkar naredil, potem pa si se ustavil in to vrgel noter. In v katerem času dneva je bilo to? To je bilo verjetno okoli 3:30. Popoldne? Ja, v redu. In ali je bilo v čem? Ne. V redu. Samo v brisači, v vrečki, karkoli. V redu. In mi opiši nož. Bil je kot lovski nož. V redu. Z vzdržljivim rezilom ali fiksnim? V redu. Fiksnim. Rezilo, verjetno približno 5 palcev. V redu. Je bil to vaš nož? Ne. Ali veste, čigav je bil? Bil je njen. V redu. Ali veste, katera znamka je bila? Ne, ne vem. V redu. Vrgel sem ga v smetnjak. Sem. Pa nisi videl kaj krvi ali česa podobnega na njem, ko si ga vrgel noter? Nisem bil pozoren na to, sploh ne. Sem hotel sem, da ga nima več v roki. Posnetka uradnih zaslišanj Courtney s policijo niso objavili. Smo pa prejeli posnetek Courtney in Brada, kako se vidita v svojem domu, medtem ko so kriminalistični tehniki prečesavali bližnji gozd v iskanju dokazov potem, ko so našli Rebekkino truplo. In mislim, da bi bilo pošteno reči, da se Courtney bolj osredotoča na to, kaj ljudje govorijo na družbenih omrežjih. Če bi tole zdaj odprla, bi bilo polno ljudi, ki samo nekaj govorijo. In prepričana sem, da je že nekaj govoric na internetu. Upam, da ne. Ne, mislim, da ne. Prepričan sem, da še vedno obstaja, nažalost. Ker ljudje preprosto nimajo spoštovanja, kot bi ga morali imeti. Ne. Takšne stvari. Ali ne morajo imeti zaradi tega težav? Seveda, ker je to odprta preiskava, če objavijo kaj takega. Iskreno ne vem. Ne vem, ampak me tudi ne briga. Tam zunaj nimamo ničesar, raztreseni plakati. Truplo Rebecke Park, stare 22 let, so našli ob kolovozu v Bloom Townshipu. Prvič so jo prijavili kot pogrešano pred 3 tedni. Riče v zaporu. Sam šli so in se pogovorili z njim. On je v zaporu. Objavljeno je. V redu, dobivajo, ne morem verjeti vsemu ostalemu. Družina je sporočila, da je bil oče Rebekkinega otroka pridržan v zaporu okrožja Wexford, po navedbah družine. Domnevno je med klicem iz zapora izjavil, da je pridržan v povezavi z umorom. Te informacije organi pregona še niso uradno potrdili. Dodatna aplikacija Life 360 prikazuje, da je Rebekkina sestra Kimberly Park trenutno na
Še naprej bomo delili preverjene posodobitve, ko bodo na voljo. Prosim, imejte Rebeko in njeno družino v svojih mislih v tem času. Kaj za vraga? Ampak po drugi strani, to so družbena omrežja. Ne moreš verjeti vsemu, kar slišiš tam. Po besedah njenega očeta so Rebeko Park našli mrtvo. Noč je. Ustavi se, ne? Ne delaj tega. Policija poroča, da se niso pojavile nobene nove verodostojne informacije. Zdaj ni nobenega preboja v preiskavi zginotja Rebeke Park. Ta noseča ženska naj bi bila domnevno mirna. Sploh ne vem, zakaj to bereš, ker nočem poslušati, kako poročajo o takih stvarih. Sploh nočem razmišljati. Toda po obtožnih dokumentih je Courtney, ko so jo detektivi zaslišali, poskušala krivdo zvaliti na Breda. Po izjavi pod prisego, Courtney trdi, da se je z Bredom soočila dan potem, ko je forenziki fotografirali njun dom. Pravi, da je začel z izbruhom preklinjanja in rekel, da se je Rich zameril napačni osebi. Prebral bom dobesedno, citiram. Ona se strinja, da je vse to maščevalna zarota. Courtney je povedala, da je Bradley, ko ga je vprašala, kaj je naredil njeni hčerki, rekel: "Prerezal sem ji prekleto grlo. Zaslužila si je." Nadaljuje in pravi, da je rekel, da si je tudi Rich to zaslužil in da je pač tvoja hči tista, ki bo za to plačala. Courtney je povedala, da ko je vprašala za svojega vnuka, je Bradley rekel: "Dal sem ga v hladilno torbo, dal sem ga v vrečo za smeti, vrgel sem ga v smeti." Courtney naj bi preiskovalcem povedala, da ju je Brad prisilil, njo in Rebeko, da sta se z njim peljali s tovornjakom v gozd. Pravi, da je on napadel Rebeko, da je morala hitro sprejeti odločitev, da vzame skalpel iz predala v tovornjaku in izreže otroka. Celo trdi, da ji je Rebeka, ki je bila še živa, rekla, naj to stori. Tako piše v izjavi pod prisego, citiram: "Courtney je povedala, da nikoli ni zabodla Rebeka, da je bila odgovorna le zato, da je poskušala rešiti svojega vnuka. Ko so jo vprašali, ali meni, da bi morala poskusiti rešiti svojo hčer, je Courtney rekla, da ni mogla." Torej Courtney trdi, da je nameravala dečka predati oblastem, da bi ga lahko vrnili njegovemu očetu, Richu. Ko pa ni preživel, so ga dali v to mehko hladilno torbo. Groza je pomisliti na to. Za zdaj se zdi, da so stvari v primerih Courtney in Brada na čakanju, dokler sodišče ne prejme vseh zahtevanih informacij. V začetku tega meseca je Rebekina posvojiteljica Stephanie Park organizirala spominsko slovesnost v lokalnem paviljonu, kjer so se zbrali prijatelji, družina in podporniki, da bi se spomnili te mlade matere. Za Up North Live je povedala: "Ne morem niti opisati, koliko mi pomeni vsa ta podpora. Vsi spremljajo sodne primere in podobno, vse molitve, dobre misli in stvari, donacije in vse to, da bosta imela fanta v prihodnosti, ko bosta starejša, vse, kar bosta potrebovala." Zdaj so člani skupnosti ustvarili GoFundMe, da bi zbrali denar za Rebekine preživele otroke. Povezavo do tega bomo dodali v opombe oddaje. To je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju. Hvala vsem, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube. Najdete nas na Apple Podcasts, Spotify in kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na ABC-evem Peacocku. Če mi želite slediti na X-u in Instagramu, uporabljam Nation Show, Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.